V občini Slovenske Konjice že drugo desetletje negujejo tradicijo jurjevanja v čast svetemu Juriju, zavetniku mesta. Na ta dan ponovno oživi legenda o strašnem konjiškem zmaju, ki je zase vsako leto znova zahteval mlado in lepo deklico Marjetico, ki jo pred njim ubrani neustrašni vitez Jurij. Obujanje legende je na Konjiškem preraslo v tradicionalni Jurijev festival, s katerim so se Konjičani vključili v svetovno združenje karnevalskih mest, ki povezuje 48 držav in 368 mest. Jurjevanje na Konjiškem so pričeli že v dopoldanskih urah malčki iz konjiških vrtcev in šol. Od tržnice pa do Doma kulture so sestavili zmajčkovo povorko, kjer so bili mali Juriji, zmajčki in Marjetice. Na Mestnem trgu so zmajčkov ples zaplesali v ritmih Mladinskega pihalnega orkestra Glasbene šole Slovenske Konjice, so se jim mali veliki plesalci plesne šole Step by Step Pink Pantheri. Otroško jurjevanje pa se je zaključilo z otroško predstavo o pomladi, ki si jo je seveda z njimi ogledal tudi slavni konjiški zmaj. Letošnje jurjevanje je bilo 15. po vrsti z zanimivim podnaslovom Godba fest in resnično je bilo upravičeno, saj so sobotno dogajanje 21. aprila na Mestnem trgu v Slovenskih Konjicah popestrili zvoki in ritmi instrumentov članic in članov godb iz širne Slovenije. 1, 2, 2 in...
šibile pod pestro ponudbo slovenskih turističnih mest, iz katerih so prišle tudi godbe. V kotlih so pripravljali slovenske jedi na žlico in sestavljali najdaljši konjiški štrudl. Jurjevanje v Konjicah je počastil s svojim obiskom še predsednik države dr. Danilo Türk. Dragi gostje, godbeniki, najprej čestitke vsem godbenikom, ki so tako imenitno začeli današnji dan. Prosim en aplavz za naše godbe. Tako ubrano igranje, ki smo ga slišali na začetku te prireditve, je odlična ideja, kako bi moralo biti v naši politiki. Če bi znali vsi orkestri, poslanka, slišite? Če bi znali vsi orkestri v našem državnem zboru zaigrati eno takole skupaj, bi bilo za vse veliko boljše. Rad bi povedal še to. Z velikim zanimanjem sem spremljal priprave na to jurjevanje. Zeleni jurij je pri nas povezan z Belo krajino. Jurij na Pohorju je povezan z Vodovnikovim jurijem. Ampak v Konjicah je eno čisto posebno jurjevanje in je čisto poseben jurij. To je začetek pomladi, tiste prave pomladi, ki prinaša novo upanje in nov optimizem. Župan je že govoril o optimizmu, tudi sam bi rad nekaj dodal k temu. Mi potrebujemo optimizem, potrebujemo zavest, da smo sposobni z vsakim zmajem, ne samo da se z njim soočimo, ampak da tudi zmagamo. No in v tem duhu optimizma in v tem duhu zmage vam želim veliko uspeha. Prvi uspeh bomo danes preizkusili s tem najdaljšim kulinaričnim dosežkom v novejši zgodovini človeštva. Štrudel, ki ga vidite tu pred nami, je tudi znak, da marsikaj znamo narediti. Upam, da bo prišel v Guinnessovo knjigo rekordov, če pa ne letos, pa drugo leto. Hvala lepa, vse dobro in prijetno pomlad vsem. Skupaj z županom Slovenskih Konjic Miranom Gorinčkom in direktorico Centra za kulturne prireditve Renato Klančnik je izmeril še najdaljši konjiški štrudl, ki je letos meril 2-krat več kot lani. Pred dogajanjem na Mestnem trgu je predsednik obiskal še Gasilsko društvo Slovenske Konjice, kjer so mu gasilci na kratko prikazali svoje delo, častni občan Konjic Florjan Jančič pa mu je v Gasilskem muzeju predstavil še gasilsko dediščino Dravinjske doline. Na kratkem obisku se je ustavil tudi v Mladinskem centru Dravinjske doline, kjer so mu predstavniki centra, kluba študentov Dravinjske doline in društva upokojencev v duhu medgeneracijskega sodelovanja predstavili svoje redne aktivnosti. Ja, dosežen je rekord 65 metrov, to je 2-krat več kot lani in lep napredek proti svetovnemu rekordu. Čestitke! Prosim za en aplavz in to močan. Člani in članice slovenskih godb so jih obiskali že v dopoldanskem času in so po ulicah mesta in v nekaterih krajevnih skupnostih bučno naznanjali jurjevanje in na svoj način vabili ljudi k popoldanskemu vrhuncu dogajanja na Mestnem trgu v Slovenskih Konjicah. Pestro dogajanje z zanimivimi spremljevalnimi dogodki je trajalo vse tja do 20. ure. Obiskovalce je kljub pravemu muhastemu aprilskemu vremenu zabaval ansambl Palinka Band, sestavljen iz godbenikov. Seveda nista manjkala grof in grofica, slavna Jurijeva konjenica in lepa Marjetica.